Vam želim na tale tih deževen dan, javljam se vam iz Celja, iz svoje pisarne. Danes bi rad malo več povedal o tehniki Access Bars. To je tehnika 32 točk na glavi, nekateri od vas jo poznate, nekateri jo ne poznate. Rad bi vam sam povedal, kaj ta tehnika sploh je in kako vam lahko pomaga. Recimo, en primer. Evo, 2 dni nazaj je bila pri meni ena gospa, ki ima v bistvu strašno težavo z tesnobo. Zgodilo se je, da je skupaj padla, zato ker je imela enostavno preveč stvari, preveč projektov in nekako so ji misli dirkale in se sploh ni mogla umiriti in je zaradi, bomo rekli, izgorelosti ali nekaj podobnega pač padla skupaj in enostavno čuti v sebi tesnobo, čuti v sebi pač črne misli, telo je reklo, ok, zdaj pa dosti. In veliko je takih primerov ljudi, ki nekako probava meditirati, probava vse nekako stvari verbalno si izgovarjati in ne pomaga. In recimo za to gospo je prišla k meni na terapijo, smo naredila Access Bars terapijo, traja 60 minut, točke na glavi, ki se jih nekako dotikamo, recimo tu, ko jaz delam terapijo, tukaj recimo trak usadkov, je recimo točka, ki odstranjuje in zmanjšuje gostoto misli, občutkov in čustev in nekako raztaplja ta naboj, ki ga imamo recimo, da vse občutimo fulene krivde, zato ker smo imeli v otroštvu neke take odnose in smo se vedno krivo počutili, ker nas je mama ali pa oče nekako krivo delali na zaveden ali pa nezaveden način. In zdaj imamo mi ta občutek krivde vedno v nas in recimo ne znamo reči ne. Kadarkoli nas nekaj prosi in vedno rečemo ja. Sploh ne znamo reči ne, ker dobimo tisti občutek krivde, kaj pa če bom rekel ne, potem me pa ne bojo imeli radi, karkoli je že, večino teh stvari je nezavednih. In so se v nas ti naboji, ta čustva nekako usadili in ne moramo iti preko njih. Ne moramo iti preko njih v zavednem beta stanju možganov, kjer so možgani pač najbolj aktivni. No, in recimo trak usadkov je točka, ki je najbolj splošna točka in ki odstranjuje te naboje na vseh področjih našega življenja, vse programe, vse te naboje misli, čustev, občutkov, ki so v nas. In to deluje ne na zavednem beta nivoju, recimo tisti, ki poznate valovanje možganov, imamo beta valovanje, v tem možganskem valovanju, če bi jih merili, sem približno zdajle jaz, ko pač nekako aktivno razmišljam, aktivno delujem čez dan. Potem imamo alfa stanje, ki je že bolj umirjeno stanje možganov, ki ga dosežemo recimo v kakšni hipnozi, ali pa ko gledamo televizijo, ko se umirimo zvečer, preden gremo spat. Potem imamo pa teta stanje. Teta stanje je pa še bolj umirjeno in ga dosežemo tik preden zaspimo. In v teh spremenjenih stanjih alfa, še posebej pa teta, mi dobimo dostop do globine teh nabojev. Misli, čustev, občutkov, do katerih v beta stanju ne moremo dostopati. In v tem teta stanju se začne dogajati ta razelektritev. In v teta stanju se možgani umirijo in mi dobimo dostop do, bomo rekli, do naše podzavesti in preko Access Bar tehnike, preko teh 32 točk na glavi, ki jih tudi učim na delavnici in bi vas mimogrede rad tudi povabil na delavnico, ki imamo v soboto v Novem mestu in nedeljo v Ljubljani, imate linke od spodaj. Na teh delavnicah se učimo, kako tehniko izvajati in kako odstranjevati z pomočjo teta stanja te naboje. Okay? In Access Bars tehnika omogoča, da pridete v globino sebe in začnete te naboje, da se razelektrijo. In točno tehnika Access Bars točno to dela. Razelektri ta naboj, ki ga mi imamo, čustven naboj, miselni naboj,
v povezavi z nekim področjem našega življenja, na katerem se ne moramo premakniti naprej. In v barsih imamo več točk, imamo točko za denar, imamo točko za kontrolo, imamo točko za kreativnost, imamo točko za radost, imamo točko za žalost, za spolnost. Skratka, na vseh teh življenjskih področjih smo mi izoblikovali neke naboje, neka prepričanja, kaj je prav v zvezi s tem, kaj je narobe v zvezi s tem, in 90% teh prepričanj oziroma nabojev je itak nezavednih, ne? In z teta stadiem dostopamo do teh nezavednih sfer in jih lahko tudi razelektrimo in spremenimo. In to je tudi cilj Access Bars tehnike, Access Bars delavnice. Kaj je najboljše, recimo v Access Bars delavnici, je to, da vi postanete Access Bars praktik. Če imate željo, lahko to tudi ponujate potem in zaračunate za terapije, dobite certifikat, lahko delate to sam domačim, ampak tista najboljša stvar je pa, da kot praktik lahko potem hodite na tako imenovane izmenjave. Izmenjave so organizirane po celi Sloveniji v večjih krajih in na izmenjave pridete in greste v par in si naredite izmenjavo z nekom. Vi naredite nekomu 1-urno seanso barso in on vam nazaj naredi 1-urno seanso barso. In to je tako zelo poceni, 10-15 evrov na izmenjavo, in vi lahko iz tedna v teden ste v stiku s tem in redno vstopate v teta stanje in napredujete iz tedna v teden in dejansko dvigujete svojo vibracijo, povečujete svoje zavedanje, krepite ta notranji mir v sebi, da imate vedno manj nabojev, vedno manj, bomo rekli, blokad in ste lahko v vsaki situaciji skulirani, mirni in ni več teh avtomatskih v bistvu programov, ki vas silijo ali v nek strah, ali v neko jezo. Skratka, da ne morete vi kontrolirati več vašega telesa, tako kot se recimo pri tesnobi dogaja. Ne moramo kontrolirati v kakšnem paničnem napadu. Tukaj pa vedno bolj prihajamo v stik s sabo in lahko delujemo čisto iz enega drugega prostora, lahkotnosti, miru v sebi in dobimo nazaj dejansko sebe. In na teh izmenjavah potem lahko iz tedna v teden rastete, ne? In dejansko imate dostop do teh izmenjav po celi Sloveniji in to je en ful dober način tudi druženja in fajn je, da si barse izmenjujete oziroma da vam jih delajo različni ljudje, ker s tistimi ljudmi, z več različnimi ljudmi, ko si delate barse, z večjimi različnimi ljudmi lahko odklepate te omejitve. Ker vsak vam bo zbudil neke druge energije in boste lahko odklenili vedno več teh omejitev. Evo, jaz mislim, da sem povedal dost v tem kratkem liveu. Predstavljajte si, da so barsi, je tako, kot da bi na računalniškem disku pobrisali neke datoteke, ki vam napolnijo glavo in ki povzročajo, da je vaš računalnik mogoče slab ali pa da slabš deluje. In kakor bi, ne vem, pobrisali neke datoteke, pa še resetira računalnik in se računalnik ponovno zažene in dela ful hitreje in ful bolj učinkovito. Tako si lahko predstavljate barse. In z barsi se telo tudi uči prejemanja. Prejemanje pomeni takrat, ko imamo izbiro, da neko stvar spremenimo. In prejemanje je dopuščanje telesu, da ustvari drugačne izbire in drugačne možnosti. In ker vse možnosti so vam dejansko že na voljo in jih imate vedno v kvantnem polju, so vedno v bistvu tukaj jih imate direktno pred nosom. Skratka, v resnici sploh ni časa, pa sploh ni prostora, ampak je vse tukaj in zdaj. In vi imate vedno dostop do tega, samo ko vi zamenjate frekvenco, se to dejansko pojavi, vse stvari pa so že tukaj. In ko se vi oglasite na tisto frekvenco, stvari pridejo do vas. In ko smo sposobni prejeti in z barsi se odpiramo temu prejemanju, ko več prejmemo in mi moramo te stvari, ki so okoli nas, samo prejeti. Samo prejeti in z barsi se telo uči prejemanje in se odpiramo vedno več prejemanju. Dejansko to skledo našega prejemanja povečujemo in lahko prejmemo več vsega, več veselja, več denarja, več radosti
boljše odnose in tako naprej. In to je pač darilo barsov in ne glede na to, v kakem stanju je kdo, vedno so barsi tisti, ki te nekako umirijo in spravijo nazaj k sebi in to je v bistvu zelo koristna stvar. Tako da, evo, lepo bote, imejte čudovit dan, čeprav je deževn, pač tudi v dežju lahko uživamo, kako je lahko še boljše kot to, kaj je še mogoče in kako se lahko najbolj zabavate, kako vam je lahko danes najbolj lepo kljub dežju, ne. Tako da, evo, vabljeni na delavnico v Novem mestu v soboto, na delavnico v Novem mestu v nedeljo, pa tudi na druge delavnice Access Bars po Sloveniji, tudi v tujini. V Celju bo tudi delavnica, v Murski Soboti bo tudi delavnica. Potem učim tudi delavnice raznih telesnih procesov. Telesni procesi se ne izvajajo na točke na glavi, ampak dejansko se izvajajo z polaganjem rok na telo, ampak o tem mogoče kaj več naslednjič, ampak tudi te delavnice telesnih procesov so, ki zaganjajo določene energije na telesu, zato da lahko vi to dostopate do več tistega, kar si želite in odstranjujete tudi omejitve na energijski ravni. Tako da, evo, fajn bote in vse lepo in kakšne so neskončne možnosti, da lahko dostopate do vaše lahkotnosti, do vaše sreče, do vaše izpolnjenosti, do tistega, česar si najbolj želite in vabljeni na delavnico in se vidimo, ko se zagledamo. Čau, čau.